Čaj iz korenine, repe, cvetov, črne detelje in ljubja bresta. Kako pa to, da ne piješ ničesar drugega, kot pijejo nekateri drugi možje? No, veste, to je pa nekaj, česar me je naučil črna suknja. Misliš, kako pripraviti čaj iz ljubja vrbe? Ne, Vivians, ne. Ta čaj je pripravljal že moj ded, pa njegov ded in ded njegovega deda. Črna suknja me je naučil nekaj o tem, zakaj se opreti strupu, ki ga je v našo deželo prinesel beli človek. Kaj? Beli človek nam je prinesel strup? Ja, ampak ne takšnega, v kakršnega namakamo svoje puščice. V mislih imam tisto pijačo, ki beli človek pravi alkohol ali žganje, mi pa ognjena voda. Ta strup bi črno suknjo skoraj stal življenja. Prosimo, Miša Misan, povej nama zgodbo o tem. Prav, kar prisedita. No, veste, Bibians, naše ljudstvo je bilo znano po javorjevem sirupu in po kakovostnem krznu. No, še posebej krzna so se želeli polastiti beli trgovci. Namesto, da bi zanj pošteno plačali, pa so nas Indijance z vijačo prepričali, da smo krzno zamenjevali za ognjeno vodo. Pitje ognjene vode pa ima dve slabi posledici. Človeka naredi pijanega in nasilnega, hkrati pa ga zasužni, da se ognjene vode samo še bolj želi. Ima občutek, da ne more brez nje, zato je pripravljen narediti vse, da bi jo spet dobil. Črna suknja se je te težave zavedal, zato je poskušal tako bele trgovce kot nas Indijance odvrniti od tega početja. Draga Amalija, naj ti tokrat napišem nekaj o navadah Indijancov. Obleko in čevlje si šivajo sami, Indijanke so v tem zelo spretne. Ženske tudi skrojijo kože, soran in jelenov, ki jih... Črna suknja! Ja, kaj se je zgodilo? Trgovci s krznom so v vasi. Spet! Prijatelji, zakaj menjate svoje najboljše kože za nekaj steklenic žganja? Ali ne vidite, da vas izkoriščajo? Črna suknja, ti nič ne veš. Ko popijem tale zbarek belega človeka, postanem najpametnejši, najmočnejši. Počutim se, kot da bi lahko premagal vse medvede tega gozda. Prava moč je samo v našem Bogu, ki te osvobaja tvojih zemeljskih šibkosti. Črna suknja! Ali vas ni sram, da izkoriščate te Indijance s tem, da od njih poceni kupujete kvalitetno krzno in dragocen javorjev sirup, ki so ga izdelovali tedne in tedne, in to vse za nekaj steklenic žganja, ki ni vredno pol toliko kot njihovi izdelki. To je blagovna menjava, nekaj moramo pa tudi mi zaslužiti, saj nam pripada. Veš, denar je svetovna dan in največ denarja je prav od prodaje žganja. Denar vas je zasužnil! Zaradi vas oni postanejo zasvojeni s to hotičevo scalnico! Uničujete njihove življenja, njihove družine! Pridigajte svojim Indijansko, mene pa pustite pri miru, vi paroško črna suknja.
na ušesa, sploh ne bi verjel. Še dobro, da črna suknja ni bil takšen kot tile beli trgovci. Ja, črna suknja je bil pravo nasprotje. Videl je, kako nesvobodne nas Indijance dela ognjena voda. Zato je poskušal vse, da bi nam pomagal. Pri belih trgovcih ni nič opravil. Ga je pa zato poslušalo veliko Indijancev, ki so za svoje kože začeli zahtevati pošteno plačilo. To je šlo belim trgovcem v škodo, saj takih kož niso mogli več zamenjevati za ceneno ognjeno vodo. Zato so črno suknjo zasovražili. Malo je manjkalo, da ni nekoč zato črna suknja skoraj izgubil življenje. Sneti duhovnik, še naprej takole pridigal, bom stal brez dobička, res bi bilo škoda teh mehkih kož. Najbolje bo, da stvar vzam v svoje roke. Prijatelji, kje ste? Poglejte, ko smo prejšnji sklenili kupčijo, sem ugotovil, da smo to malo preveč na hitro naredili. Ko sem še enkrat potipal te kože, sem videl, kako mehke in lepe so. In sem se rekel, da bi morali to kupčijo še dodatno potrditi. In sem prinesel eno flašo. Izvolite, dajte, pijte! Zakaj bi vam nekdo v črni suknji prepovedoval take užitke, zaradi katerih je vredno živeti? Zakaj se pretepate? Ste spet pili vmeno vodo? Črna suknja, že spet ti! Sem ti rekel, da nimaš tukaj nič iskati. Ne pa varke, pokažimo mu, kam sodi. Še dobro, da pijancem ni uspelo razbiti vrat. Ja, veste, Bibians, ni manjkalo veliko, pa se ta zgodba ne bi srečno končala. Sreči so bili že preveč pijani, da bi zmogli vdreti v njegovo kočo. Tistega dne je črna suknja sklenil, da sam ne bo nikoli več poskusil alkohola. Prav tako pa je tudi nas Indijancev takrat spodbujal, da naredimo drugo birmo, kakor jo je imenoval. Drugo firmo? Ja, veš, to je pomenilo, da slovesno s prisego obljubimo, da ne bomo v življenju nikoli več pili alkohola ali ognjene vode po naše. Ja, mnogo Indijancev nas je to storilo. Tudi jaz. No, je pa od takrat črna suknja vseeno zaklepal vrata svoje koče ob mraku. No, in ko smo že pri mraku, Bibians, mislim, da je čas, da se vrnete v svoje koče. Prav imaš, Mišo Misan. Pridi, mali grom. Tekmujva do doma. No, nam pa se še ne mudi, kaj? Rad bi vam povedal še nekaj o naši črni suknji. Bil je svoboden človek in to nam je kazal s svojim življenjem. Ne samo, da ni bil zasvojen z ognjeno vodo, tudi na druge materialne stvari ni bil navezan. Živel je zelo skromno in preprosto. Ves denar, ki ga je dobil, pa je porabil za nas, Indijance. Gradil nam je cerkve in šole, najemal učitelje, tiskal knjige. Črna suknja! Joj, daš vam bo čisto zmošil vaše knjige. Kaj vam ni zadnjič naš poglavar dal deske, da si lahko popravite streho?
Ja, res je bil tako prijazen, ampak sem desko porabil za druge namene. Cerkev gradimo. Moja koča bo že preživela. Ja, če za dežjem vedno posije sonce, ne? Jaz vas res ne razumem. Smo se pa indijanci v vasi odločili, da vam zgradimo novo kočo. Ali pa vsaj posteljo, da ne boste spali na slabšem kot živali. Da mi ne bi slučajno gradili nove koče. Tale je čisto v redu, malo jo podkrpamo pa bo. Ja. Sploh pa tu na zemlji smo samo za kratek čas. Zakaj bi se vznemirjali s takimi malenkostmi? Ste vi danes slučajno jedli samo ta pust krompir? Ne, ta še od včeraj. In kaj ste jedli danes? Ja, tega včerajšnjega. Malo sem ga popekal, pa je bil kot nov. Še za en teden ga je. Jaz se res ne razumem. Se lahko kdaj pojeste še kaj drugega kot samo ta ušiv krompir? Ja, to je res, ampak najbolj svobodnega se počutim, če me ne skrbi, kaj bom oblekel, kje bom spal, kaj bom jedel. Vi ste tako poseben človek. Ja, manj kot smo navezani na materialne dobrine, bolj smo svobodni. No, vas pa zato vsaj danes povabim na naše kosilo, da se boste vsaj malo najedli. Sej ni treba. Vztrajam, ker če to zavrnete, boste rekli, da je ta ušiv krompir boljši od okusne jedi, ki jo pripravi moja žena. Ja, kar greva. Tige. Kako je že mrzlo. Pošteno se je že ohladilo. Ja no, mislim, da bo za danes dovolj. Jutri je pa nov dan. Grem pogledat, če ste mi otroka pustila še kaj kož, da se z njimi ogrnem. No ja, se vidimo jutri, otroci. Eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, baraga oči, eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam.